Jaz sem že kot otrok prihajala v Slovenijo, ker moji starši so delali v Kočevju in letne počitnice ter zimske počitnice smo preživljali z družino tu. Tako da tudi jezika sem se lažje naučila kot otrok in naprej sem ga razvijala. Osnovno in srednjo šolo sem končala v Makedoniji. Prihajam iz enega srednje velikega mesta Gostivarja. Fakulteto sem pa končala na Reki na Hrvaškem, nato sem se pa preselila v Slovenijo skupaj z mojo družino. Tudi sam kot otrok sem bil otrok staršev iz dveh različnih kulturnih in nacionalnih območij. Rastel sem na Slovaškem in vedno, ko sem odhajal v Srbijo in se vračal nazaj, vedno sem prihajal v neke nove, kot na nek način na novo v tisto sredino. In jih zelo dobro razumem. Po pravice zame vsaka država, v kateri sem poskusil živeti, mi je bilo všeč. Nekateri so bili lažje, nekateri težje. Mislim, da je bilo najbolj enostavno v Angliji jezikovno in tradicije so čim bližje ZDA. Potem za ljudje v Španiji in v Italiji sem takoj kliknil s čim več ljudje, so tako tople in odprte in ti objemčkajo takoj in ta način mi je bilo ful všeč. Ampak kadaj sem študiral globje, kvalitete življenja, cene življenja, kaj pokrije države, kako je za mlade družine, zame Slovenija je bilo daleč najboljše in sem imel samo dobre občutki. Tukaj sem že 16 let v Novem mestu in opažam, ki nekatere od teh družin, ki so prihajale iz teh južnih krajev, da so z leti se tudi razvili kot družine, matere in otroci. Naprimer, njihove matere, ki niso imeli izobraževanja, niso poznavali jezika, sedaj jih videvamo, da so začeli z rednim delom v javnih sektorjih. Da ne govorimo o mladincih, ki se izobražujejo, nekateri tudi fakultetsko izobrazbo v Sloveniji. Tako da me veseli dejstvo, da so mlade generacije se prilagodili, da so se znajdli, da so pravzaprav to je tudi bila podpora staršev, drugače ne bi mogli, če bi se nekako zgodaj uvajali v delo, ne bi se mogli izobraževati, vendar to imam občutek, da so jih starši podprli, da le naredijo nekaj več v življenju. Neke formule ni tukaj. Tukaj smo, tukaj živimo, tukaj smo učitelji in te stvari so in bodo. Ti ljudje bodo prihajali in hvala Bogu, da prihajajo. Imamo jih in zdaj se pokaže, ali smo kvalitetni ljudje, ali smo samo kvalitetni strokovnjaki. Jaz bi želel, da smo kvalitetni strokovnjaki, ljudje, ki naredijo lep vtis tujcem. Ko ti otroci pridejo k nam, mi smo eni izmed prvih, ki jih sprejmemo, ki jim lahko naredimo prvi vtis o državi, v katero so prispeli. Mi smo lahko zelo pozitivni. Mi lahko pridemo. Če obvladamo ta jezik, recimo srbski ali pa bosanski, pa se mu prigovorimo v tem jeziku. Da se spustimo na njegov nivo, da ga pozdravimo, da ga objamemo, rečemo, vse bo v redu, ne se bati, vse bo fajn. Ko mi pridemo, ko mi dobimo tega otroka, on ve, ali je dobrodošel, ali smo ga veseli, ali smo sovražno nastrojeni zoper njega in to otroci zelo dobro čutijo. Ampak vam povem eno stvar, nihče izmed teh otrok si ni izbral, da pride v Slovenijo. Nihče od teh staršev ni hrepenel, da pride v Slovenijo. Ampak življenjske situacije, življenjske ali težave, ali pa ekonomske, ali pa socialne, so jih pripeljali, da pridejo sem. Hočejo otrokom ponuditi več. In jaz bi želel, da to vidimo kot učitelji, da v teh otrocih vidimo tisto lepoto otroka in da vemo, da je on že razvit, ampak mi smo samo njegova nadaljnja izkušnja, ki jo v življenju dobi. In naj bomo pozitivna. Po pravici sem slišal, da Slovenci so mogoče en korak manj odprti za ljudje iz nekatere države, ampak iz ZDA, iz Anglije, Kanade so zelo odprte. To sem slišal, ampak nimam nobene izkušenj. Jaz sem bil 100% časa
sem imel občutek, da sem dobrodošel. Ampak sem slišal velikokrat, da mogoče, če bi prihajal iz ene druge, ne toliko zaželene države, mogoče drugačna reakcija bi bila. Ampak to sem sam slišal, sem imel srečo, da nisem imel sploh nobene negativne izkušnje cel časa tukaj. Hodimo v Makedonijo enkrat do dvakrat na leto, bolj na počitnice, ampak se tudi radi vračamo v Slovenijo, tako da nekako se znamo pohecati, da se vračamo v našo deželo. Kadar prihajamo iz morja ali pa iz Švice ali pa iz Makedonije, tako da tukaj smo res zdaj doma že nekaj let.